Izredni profesor Uroš Kovačič je specialist interne medicine, je učitelj na Inštitutu za patološko fiziologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Danes nam bo povedal o tem, kako lahko dolgotrajni stres in strah na nas pustita zelo konkretne biološke posledice, ki se kažejo tako na telesni kot tudi na duševni ravni. Dolgotrajna aktivacija stresnega sistema namreč vpliva na hormonsko ravnovesje, presnovo in delovanje živčnega sistema, kar lahko vodi v marsikatero bolezensko stanje. Oder je vaš. Hvala za povabilo. Danes bom predvsem tukaj z namenom, da ostanem iz vidika zdravnika v odnosu do bolnika in manj kot recimo učitelja patofiziologa, tako da bom nekako skušal eno tako ravnovesje strokovnosti in poljudnosti ohranjati pred tej povezavi stresa, dolgotrajnega stresa z biologijo in odzivom človeškega telesa v smislu patologije v teh razmerah. Če za trenutek ostanemo pri strahu, ki je od enemu izmed pomembnih čustev, primarnih čustvenih odzivov, ki je tudi v ospredju tega tedna, gre pravzaprav za res eno tako primarno čustvo, ki nedvomno v telesu vzbudi vrsto različnih kortikalnih zank, med njimi pa gotovo ena izmed evolucijsko starejših in hitrih, tako imenovana ta avtomatična subkortikalna pot od okcipitalnega, tega vidnega preko talamusa do amigdaloidnega jedrskega sistema, ki vzbudi potem te fiziološke korelate, ki jih pač dobro poznamo, puls, hiter, visok tlak, znojenje, bledica, med drugim tudi kortizol. Šele v naslednjih minutah ali pa v kasnejšem času se aktivirajo in izrazijo tudi učinki ostalih procesiranj kortikalnih, ki dodajo tudi neke pretekle izkušnje. Sej to pa pravzaprav ni neka strupenjača, sej pravzaprav gledam skozi neko pregrado to kačo, recimo, ki me v tem trenutku navdaja s strahom, to se pravi ni nevarnosti. Tako da strah gre skozi več faz in je lahko bolj ali pa manj intenziven. Če gremo naprej, en klinično bolj tak relevanten primer, ki se že kaže za neko somatsko motnjo, resno težavo, en tak primer ženske, ki se odzove na nenadno izredno tako čustveno stresno situacijo, ko je izvedela nenadno za smrt svojega moža, se njeno stanje lahko manifestira v določenih situacijah pravzaprav z enimi takimi klasičnimi simptomi srčnega infarkta, s hudo bolečino v prsih, ta bolečina se tipično širi v levo roko in tako naprej, to se pravi to, kar zdravnik prepozna kot srčni infarkt in more po nekih algoritmih tudi ukrepati v tem smislu. In te algoritmi končno pripeljejo danes, ko imamo te možnosti, tudi do slikanja koronarnih arterij, to se pravi žil, ki prehranjujejo miokard, in ugotovi se, da ni nobene blokade, to se pravi ni strdka, ki bi botroval pač miokardnemu infarktu. Čeprav pravzaprav v takih razmerah gre za otrplost miokarda, to se pravi miokard ne funkcionira, se ne krči, se tudi tako značilno izboči in to klinično sliko so nekje konec prejšnjega tisočletja opisali kot Takotsubo kardiomiopatijo, sindrom. Takrat se je tudi začeli bolj pojasnjevati, ravno iz tega vidika, ker so v ospredju prihajale te metode, s katerimi smo lahko diagnosticirali, ali gre za trombozo v koronarni arteriji ali ne gre. Kot vidimo tukaj desno, na tej tabelci to vrstno stanje ne povzročajo ali pa ne izzovejo vedno samo neka čustva, ampak tudi določene fizične aktivnosti, od recimo neke
hipoksemije zaradi astmatskega statusa, hude pljučnice, recimo možganska kap in tako naprej. Vse to so situacije, pri katerih danes lahko govorimo in lahko srečamo tako imenovano stresno kardiomiopatijo, kar je sodobno poimenovanje tega sindroma zlomljenega srca, broken heart sindroma ali pa Takotsubo sindroma, ki je dobil svoje ime po tej, namreč na Japonskem so to identificirali, to motnjo, ki je dobil to sliko po tej vrši, v katero so v preteklosti ribiči lovili oktopuse. Zaradi tega svojega videza srca na ventrikulografiji, kjer je sprednja stena otrpla. Izkaže se, da vzrok temu ni koronarna ateroskleroza, ni tromb, ampak je pravzaprav otrplost miokarda zaradi prevelike odzivnosti drobnega žilja mikrocirkulacije v miokardu na kateholamine, ki so v takem intenzivnem čustvenem ali pa fizičnem stanju izločajo in pač pri osebah, res so to bolj ženske, ne pa ekskluzivno, daleč od tega, lahko ob tem pride do pravega vazospazma, infarkta, tudi do porasta encimov srčno-žilnega razpada, tudi recimo do srčne smrti. Ponavadi je to reverzibilno, se popolnoma popravi, ampak ni pa nujno, lahko tudi trajnejša škoda na srcu ostane, redkeje seveda. Tako smo pravzaprav skozi en tak uvod prišli do čustvovanja, do stresa, brez da bi sploh omenili ali pa definirali, zakaj gre pri stresu. Skratka, človeško telo ves čas nekako vzdržuje dinamično ravnovesje s svojim okoljem preko zagotavljanja stalnosti notranjega okolja in sicer ponavadi ob nekih blagih stimulusih, dejavnikih, ki ga vržejo iz tera, z specifičnimi negativnimi zankami po principu mehanizmov negativne povratne zveze, recimo uravnavanja acidobaznega statusa, glikemije, CO2 v telesu in tako naprej. Zdaj, kaj se zgodi, če so te spremembe v okolici prehude in presežejo sposobnosti teh homeostatskih mehanizmov? V takih razmerah bodisi je, da gre za neko potencialno ogroženost ali pa dejansko ogroženost, je v vsakem primeru ogrožena celovitost našega organizma in takrat se sproži stanje stresa, kjer gre pravzaprav za nespecifičen obrambni odziv. Tukaj je pomembna ta nespecifičnost, kar pomeni, da se na enak način telo odzove na različne stresorje, najrazličnejše. To zamisel, pravzaprav to pač ni nekaj novega, že kmalu bo 100 let, kar je v fiziologijo prenesel iz tehnike pojem stresa tale Madžar, Hans Selye, ki je deloval v Kanadi. On je takrat uvedel pojem splošnega adaptacijskega sindroma, to je tudi ime, ki smo ga mi naslavljali še konec 90-ih let ali pa v 90-ih letih, ko sem jaz začenjal študij medicine, v zadnjih 20 letih pa je prišlo do tega preimenovanja, bomo rekli, v nespecifičen obrambni odziv na stres. Dejavniki, ki povzročajo to stanje ali stresori, so dveh vrst. To so lahko sistemski stresori, od recimo travme, nekroze, okužbe, hipotenzije, nenadne šoke in tako naprej, kot tudi procesivni stresori. To je tisto, kar smo recimo malo prej v teh primerih navajali. Neko grozeče stanje, ki zahteva kortikalno procesiranje. No in tudi te procesivni stresi, kot smo videli na teh primerih izhodiščnih, izzovejo nek odziv avtonomnega živčevja, simpatika, parasimpatika, neko ravnovesje, neravnovesje in spodbudijo os hipotalamo, hipofizno, suprarenalno, to se pravi izločanje kortizola, vmes pa tukaj je seveda en kup procesov, ki vključujejo predvsem limbični sistem in amigdaloidna jedra kot ena taka stičiščna
jedra tega odziva, pri čemer ne smemo pozabiti, da pravzaprav bolečina in intenzivna čustva, kot zadnje že omenjeno, spremljajo in intenzivirajo vse odzive na stres. Če gremo na kratko skozi te odzive, ki jih bolj kot ne že poznate, jih je morda včasih dobro malo ločiti v nekaj takih poti, ker namreč gre za zelo intenzivno in prepleteno komuniciranje med živčnim, hormonskim, imunskim sistemom, gre za večsmerne komunikacije in jih potem včasih v take bolj didaktične namene, da jih lažje malo pojasnimo ali pa jih izpostavimo, razdelimo v te 3 stebre, te 3 točke, ki so tukaj navedene, in stečišče teh odzivov je premaknjeno predvsem v amigdaloidna jedra, kot že omenjeno. Simpatiko-adrenergični odziv pač je dobro vam znan, blizu in tako naprej. To je tako imenovan ta odziv boja in bega. Njegov glavni namen tega odziva, evolucijsko gledano, je pravzaprav kardiovaskularni učinek in preusmerjanje povečanega pretoka krvi v krog mišice, seveda pljuča, srce in pa možgani, s tem pravzaprav preko učinka na možganovino, povečanega pretoka tam omogoča neko ustrezno živčno koordinacijo gibanja v tem stanju, seveda z preusmeritvijo v mišiče, pač pretoka pa ustrezno energetsko podporo mišicam. Tako da tukaj gre z roko v roki tudi presnovni učinek adrenalina, ki nas sili pač, ali pa ki pač energetsko težo postavlja v glikogenolizo v jetrih in lipolizo v maščju in s tem pač omogoča pravzaprav ustrezen energetski vir za delovanje mišic. Poleg tega pa je adrenalin tudi med drugim pomemben induktor, iniciator naslednjega odziva, kortizolskega odziva preko osi hipotalamo-hipofiza suprarenalka, ki se pač ne aktivira samo preko adrenalina, ampak imajo na njeno aktivacijo vpliv tudi citokini, pa seveda neurogena pot, predvsem največkrat preko limbičnega sistema. No in kortizolski odziv in kortizol v veliki meri podpira tako delovanje in učinek kasneje omenjenih citokinov, predvsem v duhu proteolize v mišicah in s tem zagotavlja vir ponovno za tvorbo glukoze. Po drugi strani kortizol prek spodbujanja amigdaloide in aktivacije locus ceruleusa precej pripomore k tem odzivu povečane pozornosti, bojevitosti, straha, ki se pojavlja v enem takem akutnem odzivu. In seveda ne smemo pozabiti, da pač je ta odziv tudi do neke mere suprimirajoč za imunski odziv. To se pravi, malo drži na vajeti pretiran citokinski odziv, ki ga bomo zdaj omenili. Nenazadnje je potrebno omeniti ali pa se spomniti tudi na negativno povratno zvezo, ki regulira izločenje kortizola iz skorje nadledvičnice. Namreč kortizol ima negativen povratni učinek na svoje lastne receptorje v hipokampusu, hipotalamusu in hipofizi in na ta način malo uravnava svoje lastno izločenje, da ni prekomerno. Namreč ta odziv je lahko v določenih situacijah oslabljen. No in na koncu citokinski odziv, citokini, ki se aktivirajo ne samo v primeru nekega sistemskega stresorja, recimo okužbe in tako naprej, ampak tudi ob procesivnih stresorjih. In imajo številne presnovne učinke, že omenjeno proteolizo v mišicah in s tem omogočanjem tvorbe glukoneogeneze, pa tudi novih beljakovin v jetrih, tako imenovanih beljakovin akutne faze v jetrih. Tukaj so pomembni beljakovine, recimo CRP, če smo že kdaj slišali o tem, kot en tak vnetni marker, ki je opsonin, pa je tukaj amiloid, ki se lahko izloča, pa fibrinogen in tako naprej.
tako da je tukaj en kup efektov zaradi citokinskega odziva, zaradi vpliva citokinov. Med drugim pač citokini spet vplivajo tudi na celice v možganovini, to se pravi nevrone, s tem vplivajo na spremenjeno vedenje v takih situacijah, kot so nedejavnost, letargija, zaspanost in tako naprej, anoreksija. Znano je pač seveda, da zmanjšajo nastajanje eritropoetina, pa ženejo v slabokrvnost, kaheksijo, seveda zaradi proteolize in tako naprej. To je bil en tak kratek povzetek, hiter teh temeljnih odzivov, ki se zgodijo. Zdaj, tisto, kar nas zanima, ali je to samo koristno, ali je lahko tudi škodljivo. Nekaj škodljivih učinkov sem že zdaj na hitro navrgel. Kaheksija, slabokrvnost, amiloidoza, to se pravi nabiranje amiloida v ledvicah, v srcu recimo. To so učinki sistemskih stresorjev. Kaj pa procesivni stresorji? Mogoče nadaljujemo s tistim, kar smo začeli. Recimo ena taka starejša študija opazovanja, ko so spremljali z EKG-jem, koliko časa, koliko ur je nekdo v ishemiji z pač določenimi EKG spremembami, so videli, da pač imajo izrazito negativen učinek na to oziroma povečujejo to ishemijo miokarda, stanja, kjer prevladujejo negativna čustva, neka tenzija, anksioznost, frustracije in šele takrat, ko so te intenzivne, spodnji graf recimo rangira žalost z večjo pač točkovno, z večjim točkovnim zbernikom, je več ur ishemije prisotno. Če nadaljujemo iz Takotsubo sindroma, ki smo ga imeli prej, v konkretni miokardni infarkt, to se pravi, da se je zgodila neka tromboza koronarne arterije, približno polovico primerov, recimo v tem izkazu, v tem pregledu, je bilo takih, kjer so nek iniciator, trigger uspeli identificirati in čustveni stres, čustvena reakcija je tukaj prednačila pred vsem drugimi možnimi triggerji za dejanski akutni miokardni infarkt. Tale študija je sicer zelo stara, žal, to pomeni, da sem tudi jaz starejši, ker se spomnim tega obdobja leta 90-91 in zalivske vojne takrat, to se pravi isto, kar se dogaja trenutno, zadnje 2 tedna, pa zadnjih, zdaj že ne vem, nekaj let v tistem okolju, pa ne nazadnje tudi na vzhodu Evrope. Tukaj so pač Izraelci spremljali pojav akutnega miokardnega infarkta in primerjali leti 90 in 91, ko je pač izbruhnila zalivska vojna, takrat zaradi Kuvajta v tistem obdobju, glejte, koliko se je na dan začetka vojne povečal incidenca, pač pojavnost akutnega miokardnega infarkta in potem še naslednje dneve, vsakič, ko so rakete letele proti Izraelu. Tudi druge katastrofe podobno povzročajo, recimo to so pač Japonci se precej s tem ukvarjali, zaprav recimo potres, spet nekaj let zapored, leta 1995 je bil na enem izmed otokov večji potres, glejte, koliko se je v tem obdobju, ko se je zgodil potres, pa tudi če potem v nekaj naslednjih dnevih, tednih povečala incidenca pojavljanja miokardnega infarkta in tudi druge tromboze, to je mislim, da iz leta 2004, tudi recimo trombembolizmi v pljučno arterijo, pljučne embolije so se povečale v letu 2004 v primerjavi z 2002-2003 tukaj v zadje. In ne gre samo za recimo vzhod, Azijo, bližnji vzhod, daljni vzhod, tudi v Ameriki so podobne stvari, to je bil potres v Los Angelesu tam leta 1994, tudi povečana incidenca miokardnega infarkta. Zdaj, kaj je v ozadju tega, ali je to samo nek nenaden trombotičen dogodek na preekzistentni lehi, recimo, ali pravzaprav nek stresno stanje lahko botruje tudi temu procesu, ki je tukaj malo v tej slikanci prikazan, kompleksen proces na žilni steni,
kjer gre pravzaprav za vnetno neko reakcijo. Ateroskleroza je pravzaprav vnetni proces, nek dolgotrajen. Tale študija nakazuje, da gre za neke kronične učinke. To je v bistvu verjetnost, prikazana v eni taki pregledu, raziskavi, verjetnost, da bo posameznik pravzaprav, ki ima neko prsno bolečino, pa to za zdravnika ni čist najbolj tipična prsna bolečina, taka angiozna, da bi jo povezovali z aterosklerozo koronarnih arterij, to se pravi, da bi šlo dejansko za angino pectoris, če ima zraven dodatne neke obremenilne dejavnike, koliko je res verjetno, da bo v ozadju šlo za koronarno aterosklerozo. In če se pojavljajo ob teh simptomih, poleg nekih drugih dejavnikov, še neka čustvena stanja bremenilna, v smislu depresije, se ta verjetnost pomembno poveča, kot kaže tale rezultat. Pa recimo tale, bi rekel, raziskava, tudi stara praktično 20-25 let, dobro, to je bilo narejeno na, bi rekel, še starih časih, kjer je šlo za pač neko poroko, pa neko zakonsko zvezo, danes vemo, da pač so drugi časi, so drugačne zveze in tako naprej, ampak ne glede, to je skupina, ki se je precej ukvarjala s tem socialno-ekonomskim statusom, spremljali so postmenopauzalne ženske, ki so pač iz tega vidika bolj dovzetne, namreč potem, ko nekako nastopi menopauza, se verjetno za aterosklerozo povečuje oziroma hitrej razvija in spremljali pač konkretno ženske in ugotovili v spremljanju več 10 let, da se je pojavnost plakov intenzivirala pri tistih, ki so bili v svoji zvezi, kakršna že koli je to zakonska, nezakonska, nezadovoljne, to se pravi pod neko travmo, nezadovoljstvom, tenzijo. In potem, če so jih podrobneje spremljali v naslednjih 3 letih, se je ta razlika še povečala. To se pravi, neko dolgotrajno stresno stanje ni ravno ugodno iz tega vidika dejanskega morfološkega napredovanja ateroskleroze. Zdaj imamo v zadaj kakšne mehanizme, to je pač študija na skupini opic, ki so bile 3 dni v enem takem psihosocialnem stresu v svojem tropu podvržene. Tukaj so pač spremljali endotelijsko poškodbo, direktno koliko je poškodovanih celic in videli, da je precejšna statistična razlika med stresnim in nestresnim obdobjem in to razliko so pravzaprav zavrli, izničili, če so uporabljali beta blokatorje, to se pravi, da so adrenergični odziv blokirali. Če gremo naprej in spet gledamo z nekim čustvenim stresom inducirano miokardno ishemijo v povezavi z vnetnim odzivom, vidimo, da v populaciji, ki ima povišan CRP kot en kazalec citokinskega odziva, kar smo malo prej omenili, je bilo mnogo več ishemije čustveno inducirane. To se pravi, gre za neko zvezo vnetja, stresa v povečevanju te nevarnosti miokardne ishemije. In ne nazadnje 5 let spremljanja posameznikov ali pa cele skupine po miokardnem infarktu in vpliv depresije z Beckovim vprašalnikom tukaj diagnosticirana več kot je bolj kot je bila pač pravzaprav neka depresivna simptomatika izražena, večja je bila umrljivost na dolgi rok te populacije, ki je že doživela miokardni infarkt. To se pravi, ne gre samo za to, da bi stres nek trigger bil direktni za konkreten nek kardiološki, srčno-žilni, tudi lahko možganski dogodek, ampak verjetno vpliva indirektno, pač indirektno tudi na razvoj same vaskularne patologije in stres je škodljiv, tudi tak procesivni. Zdaj, tukaj najdemo en kup v tudi že prej omenjenih študijah, ki so bile izpostavljene mehanizmov, ki
promovirajo to vnetno dogajanje na žilni steni, katerega ni smisel pač in ni namen današnjega izkaza, da bi šli v podrobnosti. Če kdo misli, da to ni raziskano, pa če ima kakšno skrb, tale slika kaže, da gre za res pač na molekularni ravni precej obdelane mehanizme, procese, ki si tudi jaz zdaj jih ne domišljam, da bi jih kar iz glave vam jih reproduciral in tudi ni namen pač današnjega tegale predavanja v tem smislu. Želel sem le pokazati, da je stres res sprožilec bolezni, nek patogenetski dejavnik. To zapravi kronični stres, kronično spodbujen odziv nanj je lahko škodljiv. Ob tem, da vemo, da je nek nespecifičen odziv na stres v akutni fazi načeloma obrambni odziv. No, iz tega vidika seveda je zelo pomembno, da znamo nekako uravnavati stresni odziv. Zdaj, to se pravi, kako bomo mi odreagirali na nek kronični stres, je seveda odvisno od samega stresorja, njegove intenzivnosti, trajanja in tako naprej, v veliki meri pa od reaktivnosti. Ta je lahko deloma nekako prirojena, s spolom, starostjo, genetskimi dejavniki, v veliki meri pa je ta reaktivnost tudi odraz neke sposobnosti, recimo kognitivnega ovrednotenja stresa, nekih socialno-kulturnih razmer, v katerih odraščamo in pač živimo in tako naprej. In tudi pravzaprav te stvari se da nekako naučiti, privajati, habituirati in s tem zmanjševati učinek stresa. Tisto, kar se v nadaljevanju pač postavi kot vprašanje, ali je to, ali obstaja neka nagnjenost, to se pravi neka stresna diateza. To se pravi to, kako se bodo kronične bolezni razvijale, je seveda odvisno od dolgotrajnega učinkovanja hujših stresorjev, ampak v veliki meri pa verjetno tudi v neke nagnjenosti človeka k temu pretiranemu odzivu na stres, ki je gotovo do neke mere prirojen, v veliki meri pa verjetno tudi pridobljen z dejavniki okolja in danes govorimo, da gre za kombinacijo obojega, kar nekako sili, vsaj v določeni fazi, ponavadi v to stresno diatezo v smislu hiperkortizolizma, prekomernega odziva avtonomnega živčevja in tudi takega tihega citokinskega odziva v krvi in možganih. In kot eden najpomembnejših teh dejavnikov okolja je gotov razvoj trajno preobčutljivostne osi, hipotalamus, hipofiza, suprarenalna os, zaradi stresa v zgodnjem otroštvu. Tukaj izpostavljajo predvsem materino zanemarjanje otroka, nasilje nad otrokom in tako naprej, v res tistih najbolj zgodnjih obdobjih. To so pravzaprav že tam na začetku tega tisočletja uspeli dokazati, ko so pač bolj na živalskih modelih jasno pokazali epigenetsko programiranje v strukturah limbičnega sistema, ki ženejo pravzaprav spremembe v genomu v smer zmanjšanega izražanja glukokortikoidnih receptorjev v hipokampusu in tudi atrofiji neuritov, nasploh nevronov v tem področju, in te spremembe na dolgi rok oslabijo to negativno povratno zvezo, ki sem jo malo prej tudi poudaril, da je pomembna za uravnavanje ravni kortizola in pravzaprav to sili v povečano odzivnost in hiperkortizolizem. V zadnjih pač letih, če dalje bolj ugotavljajo, da so tukaj tudi druge spremembe, pomanjkanje učinka in same ravni določenih živčnih trofičnih dejavnikov, pa tudi omejena aktivnost
živčnega, nevrološkega, kateholaminskega, noradrenergičnega sistema in tudi serotoninskega signaliziranja. To zaprav, nedvomno so dokazi, da kronični psihični stres povzroči neke fizične spremembe v prefrontalnem korteksu, hipokampusu, kar pravzaprav nekako spusti izvajati amigdalo in poveča njeno aktivnost in s tem poveča odzivnost suprarenalne osi. Vsa ta stanja, ki so tukaj navedena, pravzaprav so stanja, ki jih najdemo bolj pogosto pri osebah, ki so že v otroštvu zanemarjena, zlorabljena in recimo tudi potem kakšni akutni stresni dogodki v odrasli dobi pogosto sprožijo dejavnike ali pa so to dejavniki, ki jih intenzivirajo. Se pravi, atrofija hipokampusa in kognicija, ki je s tem prizadeta, potem povečevanje depresivnih epizod, več odvisnosti pelje v ta tako imenovan 4D sindrom, kjer se pridružuje tudi demenca in Alzheimerjeva bolezen v takih situacijah in to je vse gnano z hiperkortizolizmom in citokini. Po drugi strani pa tisto, kar smo tudi že v izhodišču, v tistih kar nekaj izkazih kliničnih študij povedali, hiperkortizolizem, hiperaktivnost simpatika, provnetno stanje povzroča neke metabolične motnje, presnovne motnje in povečano lipolizo, povečano holesterolemijo, vnetje v žilni steni in tako naprej. To zaprav govorimo o nekem metaboličnem sindromu in s tem povezanim srčno-žilnim boleznim, ki jih tudi najdemo pri tej populaciji. Zdaj, tukaj pravzaprav ni konc, ker namreč se stvar lahko prevesi tudi v drugo skrajnost. In to so že tudi v teh študijah počasi ugotavljali, da nekatere populacije pa pravzaprav ne razvijajo toliko ali pa v neki fazi preidejo pravzaprav v usihanje odziva, v hipokortizolizem, kot vidite tukaj recimo. To zaprav, da primanjkuje kortizola ali pa saj njegovih učinkov. In to postavlja v ospredje sum, da mogoče se določena jedra, določene strukture s časom tudi izčrpavajo. In dejansko tudi potem prihaja do dokazov o recimo atrofiji, čist morfološki, amigdaloidnih jeder in pravzaprav govorimo o tem, da zlasti, kadar gre za res kakšne hude, dolgotrajnejše strese, recimo posttraumatske situacije, pa recimo vietnamski sindrom so precej to ugotavljali, nagibajo te populacije pa potem v izčrpavanje in hipokortizolizem. Tako da danes je pravzaprav precej dokazov o tem, da populacije, ki razvijajo sindrom kronične utrujenosti, burnout sindrom in tako naprej, imajo znake hipokortizolizma ali pa morda zmanjšane odzivnosti perifernih glukokortikoidnih receptorjev, pa spremenjen cirkadiani ritem, više kortizola zvečer, pomanjkanje zjutraj in tako naprej. Tako da gre za stanje, ki nima svetlega obraza. In ena stran, to zaprav prevelika aktivnost, kot tudi usihanja in hiporeaktivnost je škodljiva, je problematična. Tako da nimamo pravzaprav žal veselega obraza ali pa dobrega obraza v smislu Jekyll in Hyde, ampak imamo kar dva obraza slabega in nekaj patološkega v taki sliki dolgotrajnega stresa. Pravzaprav bi zaključil počasi zdaj s to mislijo in tudi pravzaprav se vrnil na tisto, kar sem izhajal, da nekako gledam na to kot zdravnik tudi, ko se srečujem z bolniki, s tovrstnimi in
čeprav se danes precej govori, ne, in se zavedamo teh dolgotrajnih učinkov, ki smo jih lepo pokazali na stresa, no, in stresnega odziva in tovrstnih situacij na klinično stanje pa patologijo, je pravzaprav te interdisciplinarnosti še vedno premalo. Pač premalkrat morda aktivno povprašamo bolnike iz različnih koncev. To se pravi, ali mogoče kaže bolnik predvsem neko psihično stisko, pa se sem na to usmerimo, namesto da bi pomislili, ali ima morda tudi, ali se morda plete v njemu tudi kakšna organska manifestacija, klinična slika, ali pa obratno, morda celo večkrat, da pride z neko klinično sliko, ne vem, neke kardiovaskularne situacije, pa ne pomislimo, da bi ga bilo vredno podpreti tudi iz vidika zagotavljanja neke psihične stabilnosti. Tukaj pač seveda so pa možnosti mnogotere, sem nekako treba je vsaj poskušati najti neko tako pravo podporo. Tako, to bi bila ta moja današnja prezentacija, kjer sem vam želel nekako osvetliti te vplive dolgotrajnega stresa na klinično stanje v smislu nekih somatskih težav. Hvala. Ja, najlepša hvala vam za tako strokovno predavanje. Zdaj pa mi došla kar na vprašanja. Vprašanje z največ glasov se glasi: ali nam dolgotrajna izpostavljenost stresu poviša toleranco za akutni stresni odziv? Ja, to, kolikor jaz vem, ni enoznačno, da bi to pri vseh. Ravno to, kar smo govorili, je lahko v bistvu pravzaprav se ta stresni odziv in tudi učinki tudi kopičijo. Tako da to samo po sebi ni tako. Drugo pa je, če se skozi to, bi rekel, s tem stresnim bremenom nekako spopadamo in učimo prilagajanja in habituacije. V tem vidiku bi pa to šlo. Tako da enoznačno to ne bi jaz potrdil. Okay. Da bi nas pač vztrajanje v nekem prekomernem obremenjevanju utrdilo. Ne, to v bistvu kaže, kar smo ravnokar videli, če bi bilo to, ne bi imeli kronične utrujenosti, izgorelosti in tako naprej. Super. Ali lahko kronični stres zaradi povečane koncentracije citokinov in njihovega učinka na kostni mozek zviša nagnjenost k malignim obolenjem? Ja, pa niso tukaj samo citokini, tukaj je tudi kortizol, ravno pravzaprav verjetno te situacije hipokortizolizma, ki sem jih na koncu omenil, pač, ker vemo, da kortizol naravno malo omejuje vnetni odziv, pač nagiba k več možnih okužbah in tudi pač večjo pojavnost limfomov. Tako da pač tle so te tudi dokazi, ki grejo v to smer. Tako, to je nedvomno. Ali obstaja način zdravljenja kortizolizma? Ja, najlepša hvala. Se pravi, ali obstaja način zdravljenja, ki pač seveda poleg tega, da imamo zdrav način življenja in se izogibamo stresu? Ja, da bi to bilo, mislim, da bi nek farmakološki pristop bil za sam hipokortizolizem, ni. Se pa treba zavedati, kar sem tudi malo vmes na hitro pokazal, da ni samo hiperkortizolizem kot tak, da gre tudi za spremembe v serotonergični signalizaciji v možganih. Tukaj pa imamo pač, to se pravi, to pa
psihiatri, nevrologi dosti bolj poznajo, ne, farmake, ki podpirajo, ne, ki podprejo in stabilizirajo pravzaprav možgane, ne, na tem. Z samega hiperkortizolizma pa niti ne, no, pač iz tega vidika, kot smo se danes pogovarjali. Ok, super. Pa še za konec, to ste mogoče se že malo dotaknili, se lahko zvišana odzivnost osi HPA prenaša epigenetsko na potomce? Ja, na potomce epigenetsko to ne, mislim, dobro, zdaj, odvisno kako je mišljeno. Res je, da že pravzaprav stres že v obdobju nosečnosti lahko to povečuje. No, v tem smislu ja, to ja, ne, če je bilo tako mišljeno. Ne. To so dokazi, da pač tudi že v nosečnosti, da bi se prav prenašali, dedovali, to mi ni znano, no, pač, ampak že v sami nosečnosti pa se že te epigenetski vzorci lahko razvijajo, ki so potem problematični. To pa so dokazi. No. Ok, super. Kar so me zdaj. Najlepša hvala. Še trenutek še počakate.